V Slovenskih Konjicah so med 6. in 8. majem 2016 prvič gostili Startup Vikend socialnih inovacij 2016 in spremljevalne dogodke. V prvi vrsti je takšne vrste projekt namenjen spodbujanju razvoja socialno-podjetniških idej in socialnih inovacij med mladimi do 29 let. Seveda pa so kot gostje bili vljudno vabljeni vsi, ki vidijo socialne inovacije kot način reševanja družbenih izzivov. Tridnevni dogodek se je že v petek dopoldan pričel s posvetom o spodbujanju socialnega podjetništva in zadružništva med mladimi z naslovom Spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva med mladimi, kjer je bilo skupno razmišljanje, da fleksibilni, mobilni, podjetni in inovativni mladi lahko zapolnijo vrzel na trgu in podjetniškem okolju, saj se strinjajo z novimi iniciativami in jih dopolnjujejo s svojim znanjem in idejami. Na takšen način bo verjetno potrebno v prihodnosti reševati tudi vedno bolj pereč problem brezposelnosti mladih, z različnimi ukrepi in strategijami, ki bodo presegle obstoječe in se bolj prilagajale situaciji na trgu. Tem področjem se pridružuje vsekakor Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki predstavlja podporno okolje, med drugim tudi subvencijami za mentorske sheme. Več je potrebno narediti na področju izobraževanja v povezavi s podjetnostjo kot sposobnostjo posameznika za uresničevanje zamisli in je zelo pomembna sestavina vseživljenjskega učenja in spreminjanja kulture v izobraževanju. Podjetnost je povezana z nujno posodobitvijo in večjo fleksibilnostjo izobraževalnega sistema na vseh nivojih, z drugačnimi pristopi in modeli, predvsem zaradi boljših zaposlitvenih možnosti mladih in s povezovanjem vzgojno-izobraževalnih ustanov s podjetji za kvalitetnejši razvoj inovacijskih projektov, omogočanje praktičnih izkušenj in nenazadnje uresničevanje idej in zamisli v praksi. Po formalnem izobraževanju mladi potrebujejo pomoč pri pridobivanju kompetenc za osebno življenje in karierno pot. V povezavi z ostalimi mladinskimi centri po Sloveniji predstavlja mreža Mama pomemben deležnik v okolju, ki pomaga v prilagajanju družbi, aktualnim trendom in zagovarja mladinsko delo, ki je pomembna priložnost za učenje mladih za prihodnost in izražanje idej in zamisli. Vse to predstavlja spremembe in mladi so njihovi pomembni nosilci. S tabo sem Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, zadolžen za izvajanje vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, sicer pa tukaj tudi domačin, Konjičan, in se prav tako pridržujem uvodnim besedam pozdravnih govorcev, katerim bi dodal to, da ko sva za sodelavko magistra Neno Dokuzov meseca februarja bila v Ameriki na enem študijskem obisku v mestu Boulder, Colorado, je vse mene poleg ostalih zadev najbolj impresioniralo to, da ko smo se srečevali z podjetniki, podjetnicami, da so po večini razlagali, da so prvo podjetje ustanovili pri 19. letu, po večini so bili stari tam okoli 25-30 let, so vodili že podjetja z več 10 zaposlenimi in ko sem to primerjal za Slovenijo, si nisem mogel kaj, da sem rekel, da imamo zagotovo tudi v Sloveniji te rezerve, da imamo tudi te priložnosti, te možnosti, kjer pa ni samo želja mladih, da si te priložnosti želite začeti realizirati, ampak je zagotovo tudi naloga države, naloga lokalnega okolja, izobraževalnih inštitucij, da te vaše iniciative podpre. Tudi zaradi tega smo se odločili, da ta dogodek Startup Vikenda socialnih inovacij pripeljemo prav v Slovenske Konjice v enem delu, da ga usmerimo na vas mlade in da spodbudimo ta, bom rekel, proces na eni strani spodbujanja vas mladih pri iskanju poslovnih idej, na drugi strani pa povezovanje z lokalnim gospodarstvom, z mentorji in da začnemo ta razvoj v smeri hitrejšega vstopanja tistih mladih, ki vas zanima podjetnost, podjetništvo kot takšno. Z dosežki podjetne dejavnosti se vsekakor krepijo regionalne mreže in večajo socialni učinki, saj se zaposlujejo tudi ranljive skupine, ki sicer potrebujejo več energije, da se dokažejo na trgu dela. Namen in dejavnosti lokalnega zavoda Mladinski center Dravinjske doline so aktivacija mladih, krepitev zaposlitvenih in socialnih kompetenc, demokratični procesi, mednarodna mobilnost in prostovoljstvo. Vsa ta leta se je ohranjala in krepila medgeneracijska solidarnost in sinergija med različnimi starostnimi skupinami. Z organizacijo Startup Vikendov in vpeljevanja tako imenovanega coworkinga v lokalno okolje skušajo motivirati mlade k samoaktivaciji in samozaposlovanju.
nudijo mentorstvo mladim pri finančnem osamosvajanju, kreiranju novih delovnih mest na lokalni ravni in na takšen način mogoče pripomorejo k manjšemu odseljevanju mladih iz lokalnih skupnosti. Mladinska zadruga Kreator se trudi s svojimi dejavnostmi ravno tako med mladimi vzbuditi aktivno podjetniško dejavnost z vsemi ukrepi, ki so na voljo. Matija Goljar je prepričan, da bi lahko na področju brezposelnosti mladih bilo drugače. Kot vodja ustvarjalnika na Startup Vikendih navdušuje mlade, da iz hobija ustvarijo podjetje. Po njegovem mnenju ljudje zmoremo več, kot si mislimo. Predvsem zahvala vsem staršem, ki ste pripeljali vaše mlade ustvarjalke in ustvarjalce sem na dogodek. In pa, ja, verjetno ste videli, da je ena ogromna količina ljudi v oranžnih kapucarjih tukaj naokrog. To so tisti, ki na ustvarjalniku celo leto pač namenjajo svoj čas in enkrat na teden pridejo po večini na svojo bivšo šolo učiti podjetniški krožek. Za tiste, ki še ne veste, kaj je to ustvarjalnik. Mladi tukaj so po večini člani podjetniških krožkov, ki v svojih domačih krajih razvijajo svoje poslovne ideje in iščejo neke priložnosti. Jaz ne bi rad neki zelo pretirano dolgovezu, pa bi rajši namesto tega rekel en izziv. Podjetništvo za mene je pač tisti način delovanja, ko se vprašaš, kaj bi lahko naredil še boljše, ko se vprašaš, kaj ti še manjka, ko se vprašaš, kako lahko naredim svet še lepši in po možnosti od tega še toliko malo zaslužim, da od tega tudi preživim. Jaz mislim, da je to ena filozofija, ki je v prihodnosti vedno več in je zelo dobro, da zdajle tukaj imamo priložnost, da vsaj za en konec tedna nekaj poskusimo prvič. Pa jaz upam, da bo tole prvič ogromno enih idej, ogromno enih priložnosti in jaz se predvsem veselim videti, kaj se bo zgodilo v dneh po temu vikendu. Ker je moja želja in želja vseh nas mentorjev, ki delujemo v ustvarjalniku, da dejansko nekaj tega ostane. Ful lepo, da se zberemo na takem dogodku, pa se imamo fajn, ampak jaz mislim, da bo še lepše, ko se bomo videli 1. julija na našemu zaključnemu tekmovanju, ko bomo lahko za katerega od teh projektov rekli, wow, glej, tole je pa nova slovenska gazela. Jaz mislim, da se mlada generacija tukaj strinja, da je to generacija, ko bo spremenila svet. Jaz mislim, da je mlada generacija tukaj, ko se strinja, da je to generacija, ki drži v rokah svojo prihodnost. In jaz mislim, da je to tudi mlada generacija, ki bo zdajle z temile predstavitvami in za svojim delom tekom vikenda in za predstavitvami poslovnih idej v nedeljo dokazala, da je čas za njih in da se morate starejši počasi malo odmakniti. Hvala lepa. Mladi prekipevajo od zamisli, imajo precej znanja, zato odločitev o Startup Vikendih, kjer jim poskušajo najprej premostiti omejujoča prepričanja. Starostnih omejitev na Startup Vikendih ni, čeprav je po Goljarjevem mnenju najlažje delati srednješolci, saj so prav toliko stari, da lahko naredijo vse, hkrati pa so še toliko naivni, da delajo tudi tiste stvari, ki jih študenti ne bi. Osrednje dogajanje je potekalo na Konjiški gimnaziji. Po pozdravnih besedah gostov župana Mirana Gorinška, Jasmine Mihelak Zupančič, direktorice Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče, pod okrilje katerega sodi Konjiška gimnazija. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, ki je namenjen ravno temu, kar sta voditelja počela v uvodu, iskanju idej. In na dopoldanskem dogodku sem že začel kako takole, da je bilo nekaj, recimo 30 let nazaj, stanje v družbi nekoliko drugačno, ker ko si bil blizu koncu šolanja, si vedel, da te tam nekje čaka eno delovno mesto, potem bomo pa že našli ideje. Danes je to temeljito obrnjeno, če imaš idejo, potem boš našel tudi delo. In s tem si sam sebi zagotovil delovno mesto, ki ga nikjer ni več nekje na rezervo. In to je ta bistven premik v zadnjih 20-30 letih in namen na takšnih in podobnih delavnic, kot je danes, je ravno k temu, da se v tem obdobju, kjer ste sedaj gimnazijci ali pa malo kasneje študentje, začnete ukvarjati z mislimi in iskati ideje, kako sam sebi pomagati. In iskrena hvala Tadeju Slapniku in ekipi, ki je pripeljala ta dogodek tudi v Konjice. In jaz vam želim, da te svoje ideje, ki ste jih že vrteli po glavi,
v naslednjih 2 dneh še izpilite in da naj padejo na plodna tla. Glede na uvod, ki smo ga danes imeli, se mi zdi, da je nemalo od nas vseh bo kruto, če bomo govorili več kot 1 minuto, ker če imate vi z idejami zapovedati vse, kar želite postaviti v 1 minuti, pol se moramo mi kar se usmakniti. Zakaj? Ampak vendarle bi vas pa želela pozdraviti pri nas na gimnaziji, na šolskem centru Slovenske Konjice. Smo pravzaprav zelo veseli, da gostimo ta dogodek v Konjicah. Zato vsem, ki ste se trudili, so organizirali dogodek, da ste ga pripeljali sem, da ga imamo tukaj, z vsemi mladimi, ki ste se odzvali, z vsemi mentorji, ki ste dali pomoč pri ustvarjanju idej, vsemi podjetji, ki ste se danes odzvali, da nas spremljate praktično že cel dan, da boste jutri z nami in tudi v zaključni prireditvi. Bi se vam, jaz bom rekla, v imenu šole rada zahvalila. Zdi se mi, da je prav, da povem to, da kot šola se rabimo seveda izpostaviti, kje mladi ste, in mladi se mi zdi, da rabite zdaj veliko iz sebe pokazati. Pokazati rabite to, kar boste v življenju počeli, se iskati in tudi pridobivati izkušnje. Kje pa jih lahko dobite, ne samo v šolskih klopeh, meni je jasno, da jih je potrebno pravzaprav dobiti tudi v praktični izkušnji, tudi v sodelovanju z ostalimi odraslimi. In tu se mi pa zdi zelo pomembno za tisti del zahvale vsakemu mentorju, ki je svoje znanje pripravljen nuditi in deliti z mladimi. Jaz se zavedam, da včasih starejši težje podajamo znanje mladim, zato se mi zdi, da je ekipa, ki je z vami na ustvarjanju, bom rekla, glih toliko nora, da bojo ideje pravzaprav zelo inovativne, zelo kreativne. Želim vam pa, da v tem času imate en čut odgovornosti, ker vse, kar boste v življenju delali, ki se boste srečevali z podjetništvom, vam pa naj vendarle čut do odgovornosti do sebe, do družine, do okolja in pa do narave, kjer bivate, pravzaprav vam raste. Mogoče predhodne generacije tega niso toliko pokazale, je pa na vas toliko večja teža. In Stanka Kolarja, predsednika odbora za gospodarstvo, turizem in podjetništvo Občinskega sveta občine Slovenske Konjice in direktorja poslovne enote Aquafil v Celju, sta animatorja Rok in Sašo poskrbela za malce bolj sproščeno vzdušje pred predstavitvami idej in skupin. Iščemo že nekaj časa priključek, kako tudi v Konjice pripeljati podjetništvo med mladimi. Startupi so danes moderna zgodba, Slovenci smo v tej kategoriji dobri in vesel sem, da smo skupaj z ustvarjalnikom in z vsemi ostalimi, ki smo se trudili preteklih tedne zadevo pripraviti do te meje, da danes lahko gostimo tukaj vse tekmovalne ekipe, tudi prijatelje iz podjetniških krogov, ki bodo razumeli, da podpora takšnemu projektu pomeni samo plus za vse, za lokalno skupnost in pa tudi za podjetniško gospodarstvo v Konjicah. Z veseljem pozdravljam tudi vse udeležence, ki jim želim veliko sreče in dobrih idej, norih idej in te ideje naj igrajo v nedeljo v Kulturnem domu, do takrat pa se bomo še večkrat videli in srečno. Na marsikaterem področju gospodarstva bo potrebno v prihodnje delati drugače kot doslej. Družba pa se bo lahko razvijala in rasla le, če bodo nove generacije izkoristile svojo priložnost, je ob slovesnem odprtju v petek ob koncu prireditve povedal še gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Spoštovani gospod župan Gorinšek, državni sekretar pri vladi Republike Slovenije, pa pri predsedniku vlade gospod Slapnik, spoštovani gospodarstveniki, šolnice, predvsem pa vsi mladi podjetniki, ljubitelji zadrug, pristaši socialnega podjetništva. Pomagajte si sami, pa vam bo še ministrstvo mogoče pomagalo. Socialne inovacije v glavnem presegajo področje dela socialnih podjetij, kot takšne ponujajo tudi nekatere priložnosti za trajnejšo zaposlitev mladih in kot napredek tehnologije povečuje produktivnost in dodano vrednost gospodarstva. Veste, da delovna mesta zdaj niso več taka, na eni strani se vse spreminja in tukaj je na vas najbolj, da nas starejše prepričate v to, da bomo morali spremeniti ta pogled, ki ga imamo, v to, da se nekaj počne na način, ko smo to delali doslej. Zato pač pričakujem, da boste to priložnost v vsakem primeru izkoristili. Veseli me, da vidim toliko mladih obrazov tukaj, pa ne zato, da bom ponovil tisto,
tisto staro, da na mladih svet stoji, ampak moram pa povedati, da čeprav imam že kar nekaj let, da sem bolan na to, da je treba delati malo drugače. V dobeni branži na način, kot smo delali doslej, da težko preživimo na dolgi rok. Se pravi, naša naloga politike je, da skrbimo, da zdaj lahko živimo, da negujemo to, kar imamo, ker imamo veliko dobrega gospodarstva, od katerega živimo. Na nek način smo zadeve obrnili nazaj navzgor, vendar ne toliko, da bi lahko delili naprej. Zavedati se morate, da je treba najprej ustvariti nekaj novega, da bomo lahko to delili. In naša družba se bo razvijala in rasla naprej, če boste vi izkoristili svojo priložnost, ne glede na to, kakšne pogoje vam bomo mi naredili. Mi se bomo trudili, da bo ta zadeva boljša in želim si, da bo čim več vas svoje dobre ideje rezultiralo v smeri, da bojo uporabne. Drugi dan Startup vikenda socialnih inovacij 2016 v soboto 7. maja je mlade obiskal predsednik vlade dr. Miro Cerar. Konjiška delegacija ga je sprejela pri dvorcu Trebnik. Postavil se je v vlogo mentorja in se z vsako skupino posebej pogovoril o poslovnih projektih, ki jih pripravljajo. S takšnimi projekti lahko znana fraza "na mladih svet stoji" dobi dejanski pomen, je ob zaključku povedal zbranim mladim potencialnim podjetnikom. Mogoče se zdi smiselno malo narediti konteksta, kaj se tukaj pri nas dogaja. Verjetno so vas kolegi zelo dosti seznanili. Ne bi reč vas slišal, prosim. V bistvu pač naša generacija, moja generacija, jaz sem star 28 let, moji srednješolski sošolci, 1/3 od njih ima službe. In ne vidim v temu toliko, joj, dajmo jokati, kot je to grozno, ampak bolj obstaja še en drug pol mladih, ki so si pa vedno najdli en izziv. In tako imamo tukaj mlade, ki so dejansko znali svoj hobi nekako pretvoriti v vir prihodka. Pač sem preživljal s delom, ki jih veseli. To je tisto, kar počnemo ta vikend, ker smo zbrali 50 mladih iz cele države z namenom, da za en konec tedna ta gimnazija postane peskovnik, kjer bodo oni pač prišli predstaviti svoje prve ideje. In potem je tukaj pač nas približno 30 mentorjev, ki jim pomagamo tekom celega vikenda, da to tudi udejanjajo. In to čisto konkretno pomeni, da so naredili neke izdelke, da so jih poskušali prodati. Vse z namenom, da v nedeljo to predstavijo komisiji vlagateljev, ki jim bo omogočila najboljšim tudi podporo za to, da dejansko iz tega neka zgodba gre v svet. In tudi mi danes vam želimo predstaviti nekaj mladinskih projektov, za katere lahko rečemo, da so sigurno prihodnost. Tudi če gledamo iz preteklih dogodkov, ki smo jih imeli, je že dosti takšnih zgodb, ko se šle v svet, pa vam jih bomo nekaj tudi predstavili. Vikend socialnih inovacij na Konjiškem je postregel z mladostno zagnanostjo, optimizmom, vrhunsko energijo in številnimi socialnimi inovativnimi idejami. To je tisto, kar kot družba potrebujemo. Socialne inovacije sicer presegajo področje socialnih podjetij in po besedah ministra ponujajo različne priložnosti za trajnejšo zaposlitev mladih, hkrati pa povečujejo produktivnost in dodano vrednost gospodarstva. Mladi morajo zato po njegovem starejše generacije prepričati, da spremenijo sedanji pogled. Zato pričakuje, da bodo to priložnost izkoristili v največji možni meri zase in tako kvalitetno poskrbeli za svojo prihodnost. Veseli ga, da poleg razvijanja kreativnega in inovativnega razmišljanja v socialnih inovacijah mladi prepoznajo tudi način reševanja družbenih problemov. S takšne vrste pristopom so v današnji situaciji najboljši možen zgled, ki ga potrebujemo vsi državljani. Spoštovani Matija in vsi ostali mentorji, učitelji, ustvarjalci, mlajši in starejši, moram reči, da to, kar sem danes tukaj videl, to je svetla prihodnost Slovenije. To je tisto, kar je najboljši možni zgled, kaj mladi zmorete in kaj se da dosegati, če se seveda tudi lotite dela. Jaz vas prosim, ne dovolj sebi in nikomor okoli vas, če lahko na to vplivate, da bi izgubil domišljijo. Tisto, kar nas dela ustvarjalno. Mladi ste seveda tisti, ki imate najbolj razburkano domišljijo, največji del in ne dovolj, da bi vam kdorkoli to uničil. To morate ne s sabo skozi celo življenje, kajti tudi kasneje, tudi v mojih letih boste videli, da domišljija še vedno pomembna. Ne samo, da pomaga
Včasih malce zbežimo iz vsakodnevnih težav, in si zamislimo kakšen lepši trenutek, ampak nam zelo pomaga pri ustvarjalnosti, pri sodelovanju. In tisto, kar sem danes videl tukaj, je bilo ena velika želja, volja potem, da nekaj ustvarite, da se izrazite in to res na najboljši možni način. Zakaj? Ker se izražate skozi dve dimenziji. Prva je ta, da iščete novosti, ste torej ustvarjalni, ste inovativni, iščete nove izdelke, iščete tisto, kar je mogoče ponuditi, seveda pa tudi trgu, ampak tisto drugo, kar je prav tako pomembno, je pa to, da iščete nekaj, kar bo pomagalo ljudem, družbi. Da tudi to komponento imate v sebi, da torej skušate in pomagati in jim pri tem seveda čim bolj ustvarjalni. In ob tem tudi sodelujete, imate mentorje, imate podporo šole, v tem primeru gimnazijo v Slovenskih Konjicah, pa tudi v prejšnjih letih na drugih lokacijah, ampak tudi tega sem zelo vesel, da ste danes v tako prijetnem okolju, gre res za neko zelo lepo urejeno okolje v tej gimnaziji. Vidim, da se tukaj res očitno dogaja prave stvari. No in da ne bom predolg, bi rekel tako. Slovenija potrebuje točno to. Potrebuje ta ustvarjalni duh, potrebuje pogum. Kaj je pogum? Pogum je to, da premagaš lastne strahove. Da se upaš s tem, kar si zamislil, nastopiti, iti pred druge, nekaj narediti, morda materializirati, morda predstaviti v neki, bi rekel, obliki na računalniku, kjerkoli ali zapisati, narisati karkoli in potem kljub temu, da to ni vedno lahko, najdete poti do tistih, ki vam lahko pomagajo z denarjem ali s kakšno drugo obliko pomoči. Tako da ne pozabite, da morate biti vedno v življenju pogumni, premagati lastne strahove, če želite uspeti. Potem se morate pa naučiti seveda še tisto, kar imate v mislih, kar ste morda že naredili tudi z rokami ali na druge načine, uspešno predstaviti. Kaj ti nič ne pomaga, če si še tako dober v neki stvari, če te ljudje ne slišijo, če te ne vidijo. Če te ne vidijo, bi rekel, tisti, ki jim je namenjen ta proizvod in tisti, ki vam lahko pomagajo, da do tega priješ. In zato je tako pomembno, da imate mentorje, ki vam prisluhnejo ne samo v smislu idejnega oblikovanja stvari, ampak tudi v smislu, da vas peljajo naprej, kako boste znali lepo, jasno predstaviti ideje jutri tisti, ki vam bodo prišli prisluhati. Da boste prepričali podjetnike, vse tiste, ki so tukaj, prepričan sem, pripravljeni pomagati, če bodo videli te naše ideje. Tako da tudi kot predsednik vlade sem vam hvaležen, vsem, ki delate v ustvarjalniku in vsem, ki sploh organizirate ta nekaj-dnevni, torej 3-dnevni vikend te ustvarjalnosti, s to socialno komponento, s to družbeno komponento za ljudi, za družbo, ker res delate pravo stvar za sebe, za ožje okolje in za Slovenijo. Hvala vam in srečno naprej. Dogodek se je s predstavitvijo dela vseh 15 ekip zaključil v nedeljo popoldne v Konjiškem domu kulture, kjer so razglasili tudi najboljše projekte in podelili nagrade najboljšim socialnim inovatorjem. Še pred tem je v zgodnjih popoldanskih urah v preddverju in zunaj Konjiškega doma kulture potekal mali sejem izdelovalcev in socialnih inovatorjev s predstavitvijo robotov, 3D tiskalnikov in digitalizacije proizvodnje. Na voljo je bil tudi električni avto in skuter za krajše testiranje. Naj ekipe. Aqua Botanika z idejnim vodjem domačinom Markom Gombacem je bila nagrajena za najboljši pitch. Poleg njega so bili v ekipi še Nejc Cencel, Timotej Bodljaj in Aljaž Brus. Primarna dejavnost blagovne znamke Aqua Botanika je izdelava majhnih akvaponskih sistemov za domačo pridelavo zelenjave, zelišč in nenazadnje tudi manjših količin rib. Dijačko namerava ustvariti platformo dostopno dijakom, kamor bodo skupaj nalagali kvalitetne učne zapiske, ki bodo dostopni vsem dijakom. Think Along razvija pasjo vratnico, ki razbira električne signale v pasjih možganih in jih pošilja v vodnikov pametni telefon, kar mu pove veliko o počutju psa, emocijah, preferencah in drugih čustvih. Za najboljšo družbeno koristno idejo je bila izbrana LumniSafe, ki jo razvija z ekipo Klemen Verbovšek.
Pomagala bo pri opozarjanju na prihajajoč vlak na nezavarovanih železniških prehodih tako, da bo z merjenjem tresljajev tirnic zaradi prihajajočega vlaka tresljaje spremenila v svetlobno in zvočno opozorilo. Občinstvu pa je najbolj ugajala ideja intervent. Gre za tablico, ki bo nameščena na strehi osebnega vozila prostovoljnega gasilca, ki se hiti pridružiti svoji intervencijski ekipi za čim hitrejši pričetek reševanja na kraju dogodka. Lepotica Slovenije, kot si jo je zamislila Neža Bricelj, je bila tokrat nagrajena kot naj-QL ideja. Lepotice so veriga hiš na drevesih, ki povezujejo celotno Slovenijo. Pohvalo si zaslužijo prav vsi sodelujoči in mentorji, saj so kljub mladosti in neizkušenosti pokazali pogum in kreativnost in so jim ob zaključku vsi zaželeli obilo uspeha na podjetniški poti s predstavljenimi ali novimi idejami.